Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in sprehoda sem z našim kužem in spotoma sem nabrala nekaj zelišč, ki jih lahko tudi vi naberete spotoma, ker rastejo povsod. Dejstvo je, da zlata rozga se je zasejala po celi Sloveniji in mogoče rečete, ne, jaz je ne poznam. Glejte, to so te rumene rože, ki ta trenutek cvetijo ob vseh cestah, ob avtocesti, povsod, kjer se vozite, vidite te rumene, take rumene rože. In to je kanadska zlata rozga, ne naša. Zdaj v nekaterih virih je tako, da je kanadska močnejša kot naša, v nekaterih, da je naša močnejša od kanadske. V vsakem primeru, jaz verjamem v to, da tistega zelišča, ki ga je vedno več, je na en način poslan, da ga začnemo več uporabljati. In zanimivo je, ta zlata rozga je zdaj res čisto povsod. No in zdaj, zakaj je ta zlata rozga tako zelo pomembna? Zlata rozga vnaša sončno energijo, ker poglejte, to je 1000 cvetov sončne energije. In pod prvo odvaja vodo iz telesa, za vse tiste, ki ste zatečeni, absolutno pijte zlato rozgo, vpliva na pomirjanje, deluje na nadledvično žlezo in deluje proti stresu. Dejansko, zdaj pa kako veste, da ste v stresu, ker nekateri rečejo, ne, jaz sem popolnoma miren, ima pa take podočnjake, da bi lahko spal na njih. In podočnjaki, kdor ima podočnjake, kaže telo, da nadledvična žleza hiperaktivno deluje, da je preobremenjena in zlata rozga je tista, ki miri, umirja nadledvično žlezo in vpliva tudi na ledvica. Želim vam eno zgodbo povedati. Mi smo kakšno leto nazaj posvojili enega mucka, Herberta. In ta Herbert je bil čisto zadovoljen mucek, dokler ni doživel nekega stresa. In zdaj, kaj je bil ta stres? Ja, že prej je imel težave s tem in zato so ga tudi dali v posvojitev. Pač mucek, ko je bil v stresu, je začel lulati. No in dejstvo je, da ta mucek, jaz sem imela pomladi ves čas delavnice, nisem bila toliko doma kot prej sem bila v bistvu 3 mesece doma s tem muckom in potem je začel lulati povsod. In smo ga sicer dali nazaj v zavetišče, ker tukaj se je pač nehala moja ljubezen, ampak če pomislimo, glejte, mi ljudje ne gremo takoj lulati povsod, nam ne uhaja voda. Ampak dejstvo je, da mucek pa le drugače odreagira na stres in imeli smo polulan praktično vse, kavče, poštre, postelje, vse. No, tako da v glavnem stresa, ne. Stres deluje na ledvice in na nadledvično žlezo in prav zlata rozga je tista, ki zmanjša ta učinek stresa. Zlata rozga se priporoča pri težavah s ščitnico, tako da tisti, ki imate knjigo, ko imajo hormoni žur, zlata rozga je tukaj v poglavju, kjer govorimo o ščitnici, prav ključna za tiste, ki imate zmanjšano delovanje ščitnice. Naslednja zadeva, zlata rozga, glejte, je tako kot meteljica. Počisti jetra, počisti žolč, počisti vse notranje organe, tako da res priporočam, naberite jo, enostavno jo je najdete, zato ker ta trenutek cveti povsod. In vse so užitne, predvsem cvetove, jih posušite in potem iz tega pijete čaj. No, to je zlata rozga. Kaj sem še nabrala? Arman. Arman je absolutno potreben, tudi ravno tako deluje kot metla. Na žolč, deluje na odvajanje vode iz telesa. Arman se ravno tako priporoča pri težavah s ščitnico in arman se priporoča pri težavah z menstruacijo. Predvsem takrat, ko so težave z menstruacijo, si narediš kar kopeli iz armana. Potem arman ravno tako odvaja vodo iz telesa in pomaga tudi pomiriti želodec in pomaga pri težavah z črevesjem. Se pravi, vse, kar je celega prebavnega trakta, arman pomaga. Še ena stvar, pomaga pri depresiji. Se pravi, smo zlata rozga in arman skupaj, ne samo, da delujeta na ščitnico, na nadledvično žlezo, delujeta tudi na možgane in na pomirjanje. No, pol naslednjo zadevo,
je pa tukaj zelišče, ki mogoče ogromno ljudi ga ne najde, sam vam bi želela pokazati, kako so listki značilni in zadnjič sem že govorila o lakoti. Želim vam majčkeno bolj približati. Bele cvetove ima, lahko so rumeni, ampak predvsem, glejte, tele venčne listke ima. Lakota je pa, zadnjič sem razmišljala, pa se tega nihče ne rabi, ampak lakota se kuha in spira takrat, ko ima nekdo tudi raka v ustih. Drugače pa kombinacija lakote in rmana se pa pripravi zvarek za lepo kožo, tudi za vse tiste, ki imate vitiljo oziroma razne lise na koži ali pa da sploh nimate pigmenta. Ta kombinacija skupaj se naredi zvarek z olivnim oljem in imate potem zamazati, zato da pospešite obnovo vaše kože. Kaj sem še nabrala? Rdeča detelja, to sem vam tudi že zadnjič kazala. Rdeča detelja, 2 cvetova na dan lahko pojeste, da spodbudite delovanje jajčnikov. Drugače pa to naravni estrogen rabimo vse ženske za dobro delovanje hormonov. Seveda tudi moški rabite nekaj estrogena, pa ne se bati, da boste postali ženstveni ali pa ženske, da vam bo upadla moška moč, ampak estrogen ravno tako deluje na spolne hormone tudi pri moških. No, in še eno stvar, to je pa ena stvar, ki sem jo, to pa ne raste kar tako, to je pa smilj, glejte, ampak hodim mimo ene hiše in te ljudje verjetno ne vejo, da imajo smilj. In smilj, seveda ne vejo, verjetno ne vejo, zato ker se je cel grm posušil in ga je škoda. Smilj je rastlina, zdravilna rastlina, ki je, lahko jo pijemo tudi za odvajanje vode, za žolč, pri astmi, ker poglejte, kako deluje, je tako kot pljučni mešički. Tega dejansko raste tako naravno na hrvaških otokih ali pa na Primorskem. Pri nas se pa goji to tako, goji kot okrasna rastlina. In dejstvo je, da smilj je trajnica in smilj ostane tak, se posuši. Vpliva pa stimulira na kolagen in se dodaja v kozmetiko. No, jaz sem si pripravila svoj zvarek z olivnim oljem za kožo in to je za čiščenje make-upa. Tako da, glejte, če kje najdete smilj, vam bom bolj od blizu pokazala, jaz upam, da se bo videlo. Glejte, smilj, res, če ga kje vidite, dajte ga, tale je sicer, sem ga narabutala, kakorkoli, ne moramo ga tako najti na naših travnikih. Zdaj pa še eno stvar, kar vam želim povedati, kar lahko zdajle naberete. Ko hodim na sprehod, glejte, lešniki. Lešniki so že zreli, tako da padajo dol, zdaj če jih ne bomo mi pobrali, jih bojo vevarce. In dejstvo je, glejte, tukaj so, sem jih že natolkla, so manjši kot kupljeni, ampak so domači. Tako da dajte obrati kakšno leskov grm, imate lahko svoje lešnike, domače, samo posušite in jih razbijete. Zdaj pa še eno stvar vam pokažem. Zadnjič smo bile na Primorskem z mojimi hčerkami in smo na eni stojnici kupile mandlje in glejte, to je mandljev oreh. Mandlji dejansko rastejo na Primorskem in potem jih samo razbijete. Vam želim pokazati, glejte, razbijete, tega sem že prej razbila, zdaj upam, da bo šlo to narazen, ker dejstvo je, da je noter, očitno vam bom kar takole pokazala, to so pa pol že mandlji, ki sem jih iz teh lupin ven vzela. In to imate lahko domače, naše. In to je vse avtohtona naša zadeva, na dosegu roke, ne rabite daleč hoditi, predvsem je zastonj. In še eno zadevo, zdaj pa indijski oreški. Marsikdo pač orehov ne uživa, pač nekje mogoče pobral, da orehi niso pametna hrana, da imajo preveč maščobe, da lešniki redijo, da bog si ga vedi, kupenih neumnosti. Dejstvo pa je, da indijski oreščki so pa mehki, so pa dobri, ampak indijski oreščki vsebujejo
3-krat več ogljikovih hidratov in dejansko indijski oreščki od njih se zredite. Tako da čim manj tega. In zdaj, če gledamo še naprej ta študenten futer, posušene te rozine, brusnice, to vas redi. Tako da vam tega ne priporočam preveč. Druga pesem so pa jagode akaj, te pa sicer lahko uporabljate, ampak ne cel pakelc naenkrat. Tako da danes veliko nasvetov, to, kar lahko spotoma naberete, ko greste na sprehod. Začnite se učiti v tej smeri, ker zdravje je na dosegu roke, samo mogoče kakšen korak treba narediti in ga imate. Zdaj pa za konec karte Prehod v novo dobo, eno sporočilo, da vidimo, kakšno sporočilo je za vas, ki ste vztrajali do konca tega videa. Tole je vam prišlo sporočilo. V meni se vsak dan rojeva nova energija. Jaz sem boginja na zemlji, ti si boginja na zemlji in to je karta 57. Staro umira in ustvarja prostor novemu, zaupam procesu. V meni je večno življenje. Sprejemam vse, kar mi pripada, zdravje, lepoto in izobilje na vseh področjih. Hvaležna sem za svoje žensko telo. No in prav tukaj bi rada poudarila, glejte, modrost, ki jo imamo v sebi. Ženske so včasih poznale, znale najdati v naravi dobesedno zdravilo za svojo družino. Danes, sicer to sem prebrala v knjigi, eni knjigi, da vsaka koza zna najti zdravilo, mi pa nimamo pojma, kaj je treba. In dejstvo je, glejte, spustiš psa ven, bo najdel ta pravo travo za sebe. Mačka, tiste, ki grejo ven, najdejo zdravilo za sebe. Dejstvo je, da mi ljudje ne znamo več tega in je čas, da se vrnemo nazaj k naravi, ker narava ima vse za nas. No in zdaj, če preberem naprej. Dovoljujem, da se moja ženska energija izrazi, ker jaz sem boginja na zemlji. No, tako da bodite boginje na zemlji, sijte in spomnite se te večne modrosti, ki je v nas, ampak smo malo pozabile na njo. Tako da imejte se rade in ustvarjajte. In, veste, energija, ki jo date v nabrano zelišče, že to, da nabereš nekaj sam, posušiš, pridelaš nekaj sam in potem s to svojo ljubeznijo dobesedno začiniš, ima še toliko večji učinek na vašo družino, predvsem pa na vas same. Tako da delajte nekaj za sebe in pojdite v naravo.